Ste tudi vi eden izmed tistih, ki imate slabo razmerje maščob v vaši krvi in zato morda krivite vnos maščob? Premislite in raziščite še druge variante. Ena izmed njih, ki je navadno zelo pogosta in je v bistvu največji krivec za povišane maščobe v krvi oziroma za slabo razmerje maščob v krvi, je povišan krvni sladkor. Pravzaprav slaba regulacija krvnega sladkorja, kar je velikokrat povezano s tem, da imamo v tem primeru velik del dneva previsok nivo krvnega sladkorja. Zdaj pa, kaj pomeni, oziroma kakšna je povezava? Visok nivo krvnega sladkorja pomeni, da v bistvu sladkor kroži po krvi dlje časa, kakor bi smel. In med tem, ko sladkor kroži, ga pričnejo naša jetra pretvarjati v maščobo. In ta maščoba v obliki trigliceridov se na to kaže kot povišan nivo trigliceridov. In prav ta povišan nivo trigliceridov je tisti, ki najbolj vpliva na slabo razmerje, o katerem govorimo v članku. Se pravi, razmerje med HDL holesterolom in trigliceridi, in navadno je tudi povišan nivo trigliceridov povezan s tem, da je visok nivo LDL holesterola in nizek nivo HDL holesterola. Tako da, če imate s tem težave, vam toplo priporočam, da pomislite še na to opcijo in naredite par preiskav v tej smeri. Kakor sem zdaj priporočil glede preiskav, vam tudi toplo priporočam način v bistvu kakršnih koli sprememb, da se jih lotite res individualno, saj je to najbolj pomembno in najbolj učinkovito sredstvo za izboljšanje vašega zdravja. Jaz se v bistvu pri svojih strankah in pri sebi prav tako vseh težav lotevam na ta način, ker se vsak človek in na prehrano, in na treninge, in na prehranske dodatke in v bistvu na vse stvari odziva popolnoma individualno. Zaradi tega lahko nekomu na primer koristi povišan vnos maščob, nekomu bo škodil, ampak naj bo ta članek neka smernica ali mogoče povod za drugačen ali pa iskanje vzroka v drugi smeri, ker vseeno je pri večini ljudi največji vzrok za težave z maščobami v krvi in s tem povezano tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni v tem, da ima slabo regulacijo krvnega sladkorja. Naredite preiskave, potrudite se, spremenite nekaj in se vidimo naslednjič. Adija!